Tu vidite idejno zasnovo, narejeno strani Magnet Dizajna Klun Perš, arhitekta, ki želi poudariti v bistvu srčiko tistega, kar Slovenija pravzaprav predstavlja. Vidite zelene elemente, vidite sito, les, izdelke, domače obrti v tem, vidite vodo kot nek element, ki ga znamo edini na tem planetu pravzaprav zaščititi tudi za ustavo, če pogledamo, v glavnem sporoča vse tiste zadeve, za katere smo prepričani, da smo eni redkih v svetu, ki jih znamo negovati in spoštovati. Tako da ta paviljon v bistvu v svoji arhitekturni obliki navzven, ko ga vidite, sporoča tisto, kar nas dela Slovence. Poleg tega pa se morda tu na sliki ne vidi, ampak bo tudi precej dobro zmarkiran z oznako Eiffel Slovenija. To naprej, če greva kar naprej, ali čem jaz. Okay. No, tu vidite še nekaj notranjih slik, pa gremo naprej, ki so bili v idejnem konceptu. Tu je pa že malo bolj dodelana ideja. Vse te slike obljubim, da bojo prav v kratkem, v roku enega meseca, tudi v zelo urejeni obliki na spletni strani Expo Dubai 2020 Slovenija. Gre za to, da smo skušali vsebinsko, zdaj če pogledamo v pritličju, ki je tak odprt prostor, izkoristiti za komunikacijo z vsemi obiskovalci. Robert, koliko jih pričakujemo? Tam cirka na dan? Če bo na dan 200 recimo obiskovalcev na uro, pomeni recimo 2000 na dan, to pomeni 500 000 v letu. Zdaj, jaz sem šel na nižjo številko, to je minimalno, lahko pa pričakujemo tudi krat 2, to pomeni, lahko pričakujemo celo do 1 milijon obiskovalcev v slovenskem paviljonu. Govorimo pa o 6 mesecih oziroma 173 dneh, koliko časa bo trajala svetovna razstava. Tako da spodnji prostor smo želeli izkoristiti čim bolj in tudi arhitekti so to zasnovali fleksibilno, odprto, da bo omogočala v bistvu tistim ljudem, ki vemo iz Milana in ostalih ekspotov, da se nabirajo vrste, da bo poskrbljeno prav za vse, da se bojo obiskovalci lahko aktivirali preko neke aplikacije, kjer bojo spoznavali Slovenijo v smislu turizma, v smislu gospodarstva, v smislu kulture, kulturne dediščine, športnih dosežkov in tako naprej, in da bomo poskrbeli tudi za uboge otroke, ker starši verjetno vedno tudi otroke sabo pripeljejo, da jim bomo dali kakšen skiro in nekaj sence, da se bodo lahko skrili, da ne bodo svoje starše ob živce spravili med tem, ki čakajo v vrsti. Pa ogromen elementov smo naštimali v smislu digitalne vsebine. Izjemno težko bo tja prepeljati vse, kar bi želeli. Organizator ima zelo stroga pravila, zelo urejene procedure, zelo so kompleksne, tako da moramo jeti bolj na digitalno vsebino. Zdaj, če gre v prvo nadstropje, tam vidite en tak tloris, ker smo naredili študijo ostalih paviljonov, ki v glavnem ponujajo različne stvari in ker smo imeli izkušnje iz Milana, Karmen, da če prepustimo ljudem, da se sprehajajo pravzaprav čisto prosto, potem se začnejo nabirati velike vrste, pa tudi vsakdo ne vidi vsega. Pogledali smo tudi druge države, na kak način se bojo predstavile in ugotovili pravzaprav, da celotne zgodbe nihče ne bo povedal. No, obenem bi rada tudi še povedala, da je Slovenija, recimo, da zastopa približno polovico držav udeleženk, ker za predstavitev države poskrbi država sama. Približno polovico udeleženk pa financira paviljon in vse aktivnosti z sponzorstvi. Torej, firme same dajo denar za to, da se te stvari postavijo. Tako da smo želeli v prvem nadstropju 2 zgodbi močni povedati, ki bosta prikazani na način, recimo najbolj napreden audiovizualen način, zgodbo o zeleni Sloveniji, ki se bo fokusirala na to, kako znamo Slovenci z recimo disperzijo turizma, z rešitvami na vodnem področju, skrbeti za to, da imamo zeleno in trajno okolje, in pametna soba, ki bo povedala in povezala vse slovenske prebojnike, naravo kot navdih
in potem rešitve, ki so v današnjem času najboljše na svetu. Da dam sam primer, povezujemo recimo prebojnika iz preteklosti, zdaj bomo omenila samo en primer, ki je v zgodbi, to se pravi naš arhitekt Jože Plečnik, ki je bil eden redkih, ki je uporabljal vsakodnevne materijale in jih recikliral v čudovite objekte z trajnostno gradnjo, ki jo danes naša industrija zna narediti najboljšo na svetu. Tako da to bo bistvo te prve zgodbe, ki bo trajala 15 minut, potem se bojo pa obiskovalci lahko v pritličje vrnili in ogledali v bistvu vse detajle, ki so jim na voljo, pa če greva sam še naprej. Ne, in potem bova tu končala. To se pravi, v drugem nadstropju bo bolj zaprt prostor, ki bo na voljo pravzaprav za delegacije in za najem za podjetja, ki imajo interese v arabskem svetu. Tu bomo postavili 3 digitalne izkušnje, ki so zelo recimo zanimive. Iz Šangaja vam povem, ko smo peljali podjetja, če si človek da gor očala pa proba skočiti iz planice, se počuti čisto isto, kot da bi res skočil iz planice. Jaz si nisem upala očala gor dati, medtem ko drugi pa so skoraj po tleh padali. Skratka, 3 take zanimive, ki že obstajajo za vse, ki bodo povedali nekaj v Sloveniji, in pa seveda nekih 6 do 10 mest bo imeli digitalno predstavitev, zato da bojo podjetja lahko sama predstavljala tiste prebojne rešitve, ki jih želimo. Vsi ti sponzorski paketi in načini sodelovanja bodo objavljeni tudi na spletni strani zelo kratkem. Tukaj moram pohvaliti tudi vse ljudi, ki trenutno delajo v Emiratih in delujejo v Emiratih in nam izjemno pomagajo tudi z idejami, kako podjetjem omogočiti mogoče tudi neke komercialne dejavnosti, ki je mi kot paviljon slovenski ne moremo opravljati. To se pravi, tokrat ne moremo imeti kuhne, tokrat ne moremo predstavljati izdelkov oziroma prodajati izdelkov, iščemo pa rešitve, da bi to podjetjem vseeno omogočili mogoče v Dubaju na nekem drugem mestu, zaradi tega, da bomo zaokrožili celotno komercialno predstavitveno dejavnost.